Hej, sem Andraž, Oj. Davor iz The Sweet Tech TV. Huawei je sred maja v hotelu Wander Urbani Resort sred Ljubljane predstavitev novega paradnega konja in sicer P60 Pro, zraven pa je predstavil tudi uro Watch Ultimate, prepogljivca Mate X3 in najnovejše brezžične slušalke. Videla sem bila na tej predstavitvi, bilo je zelo luštno, malo sva poslušala od naprav, se družila, dobro jedla in pila, na koncu pa nas je Huawei s predavateljem Igor Rozino peljal tudi na delavnice večerne in nočne fotografije v Ljubljanci. Ful luštno. Skratka, bilo je ful dober, slišala sem veliko lepih stvari od teh naprav, ampak zdaj sta pa dve od njih dubla na test in sicer P60 Pro ter Watch Ultimate. Hype pa je bilo veliko, koliko tega pa je res? Malo par misli, ki jih bova strnila v ta video, tako da ostanite z nama do konca tega videa. Pa še ena stvar na hiter. Dajte se naročiti na tale najin YouTube kanal in ne spremljajte na vseh spodnjih značilnih omrežjih. Ful nama pomaga, saj sva rekla, hiter povedano. Yep. Pa se je to prehiter, ker se moraš vsaj zahvaliti Huawei Slovenija in njegovi agenciji Sidera, da sta nama posodila te napravi in nama s tem omogočila ta video. Hvala. Ok, konc za jebance, te greva povedati najne misli. Pejva. Great. Yeah, I can try. Oh, yes! This is great! Najprej bova obdelala P60 Pro, ki je najnovejši predstavnik izjemno uspešne P-linije. Huawei vsako leto da ven dva flagshipa. Najprej da spomnati ven P-serijo, ki je ponavadi najbolj udarna, kjer zelo poudarjajo fotografijo, obliko, spek, se ni da ni. Jesen pa da Huawei še ven Mate linijo, ki je ponavadi malo bolj izpiljena, z mogoče kakšnim izboljšanim speksom za ta pravi fan. No, zaradi ukrepov, ki so jih ZDA v preteklih letih sprožile proti Huaweiu, v katerih sva že ogromno povedala v prejšnjih videih, tako da tukaj ne bova govorila preveč, je bilo sicer tako, da se je zdelo, da Huawei mogoče se je malo potegnil nazaj, tudi za vse telefone ni bilo 100% fiks, da bodo sploh prišli v Slovenijo, ampak letos se nam zdi, da je Huawei ful dubu nazaj na samozavesti, njihovi načrti so veliki, recimo sponzoriranje od Jureta Koširja in tudi P60 Pro lahko videvate v veliko glasih, da je zdaj na voljo pri nas. Sam, kakšen telefon pa je sploh P60 Pro? Ja, kot prvo, je zelo lep. Ko sva ga dubla na test in ga pokazala svojcem pa prijateljem, so bili vsi samo wow, daj ga pogledati, da ga še jaz vidim. Ta telefon je oblikovno res nekaj posebenega. Huawei se namreč zaveda, da telefoni zadnje cajte izgledajo bolj vsi več ali manj eno isto, kar pomeni kovinsko steklen sendvič. Ker so vsi telefoni tako podobni, je na tako konkurenčnem trgu, kot je mobilni, zelo težko izstopati. Ampak Huawei je to ratal, ker je šel delati hrbtišče telefona po vzoru imitacije biserne matice, tako da telefon v živo izpade, kot da ima na hrbtu marmornato ploščo, zelo lepo in čist nekaj posebenega. Midva sva ga dubla v rokoko biserni teksturi, ki je zelo izstopajoča. Ni sicer glih najljubša barva, se pa da ta telefon na mednarodnih trgih dobiti še v črni, zeleni in pa vijolični barvi. V škatli k sreči dobite tudi silikonski ovitek za zaščito proti prstnim odtisom, kar je zelo pohvalno in žal res redko v letu 2023. Še ena posebnost rokoko biserne zasnove je v tem, da zaradi izdelave na vsakem vzorcu pride čisto unikaten vzorec in se lahko prijatelj pobahate, da cajtega telefona noben drug nima več na svetu. Glede dizajna hrbtišča pa še to. Huawei je modul za kamere oblikoval tako, da izgleda kot starinski fotoaparat, ker je en zelo lep detalj in nama samo še potrjuje, kako si ta telefon Huawei predstavlja kot fotografsko napravo, ki stopa od ostalih. Glede občutka roke je treba povedati, da je telefon zelo prijeten za oprijem, tudi ker ima še zmeraj malo ukrivljen rob zaslona. Sicer ima v zadnje čase spet raje malo bolj ravne ekrane, ampak se nam zdi, da tale ni preveč zakrivljen. Telefon tudi ni pretežek v roki, ni pa tudi prelahek, da bi zaradi tega izpadel cenin. Pod črto je glih prav velik telefon z dobro težo in na koncu zato izpade precej premijsko, čeprav po velikosti sploh ni mehen. Diagonalna zaslona namreč meri 16,9 cm. Zaslon je iz tako imenovanega Kunlun stekla, omogoča osveževanje od 1 do 120 Hz, ima podporo za HDR, svetlobna zaslona pa gre lahko vse do 1130 nitov. Telefon ima tudi certifikat IP68 proti vodi in prahu ter zelo dobre stereozvočnike, ki bodo dopolnili gledanje videov, ki jih boste gledali s tem telefonom. Tudi optičen bralec prstnih odtisov je izjemno hiter in izjemno zanesljiv, to kar v bistvu vse na tem telefonu. P60 Pro poganja procesor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, ki pa zaradi ameriških sankcij nima modema za 5G. Če naj vredno spremljali, pol veste, da naj to ne moti, ker je 4G čisto za dosti solidno omrežje. 5G pa je zaenkrat v večini primerov glih toliko stabilen pri operaterjih, kot letošnje vreme. Sva pa slišala, da naj bi Huawei telefoni, ki bodo prišli proti koncu leta ven, vsem dobili podporo za 5G. Res, hudo, vsem dobro.
Procesor je torej lansko leten, čeprav boste za ta telefon še vsem plačali premijsko ceno. Ker, Je ja. pa res, da je bil že Snapdragon 8 Plus Gen 1 že na koncu lanskega leta velik napredek napram 8, ki je imela probleme z uravnavanjem toplote. To pomeni, da je 8 Plus prve generacije vse več kot dovolj dober, da boste z njim zmogli vsakodnevna opravila. Je pa tudi res, da se telefon opazno segreje, če ga Ja. boste močno procesorsko Kar se bremenili, z grafično zahtevnimi špilami ali pa zahtevnejšimi api, ker tudi 8 Gen Plus prve generacije še zmerni skener toplote tako dober, kot je skener Snapdragon 8 Gen 2. Dobro pa je, da baterija tudi pred obremenitvijo zdrži zelo dolg, drugače je velikosti 4815 mAh in vam zdrži 2 slaba dneva, če telefon zmerno uporabljate. To je bil tako prijazen, da je zraven v škatlo dal tudi 88-vatni hiter polnilec Supercharge, za katerega trdi, da vam telefon lahko v turbo načinu nafila v samo 10 minutah do 50% in glede na najne izkušnje bi temu kar lahko pritrdila. lahko. So pa v telefonu greli tudi funkcijo Battery Care, ki skrbi za zdravje telefona oziroma baterije pri vsakokratnem polnjenju, ker ne bi pripomogli k tem, da bo zdravje baterije skozi leta polnjenja še vsem dosti dobro ostalo. Glede polnjenja še to, zelo nam je všeč, da ima ta polnilec režo tako za USB-C, kot tudi za USB-A, kar je ful priročno. Smo namreč v enem tako zoprnem prehodnem obdobju, ko imamo še ogromno polnilcev in kablov, ki imajo navaden USB-A, na drugi strani pa USB-C in je res ful zoprno, ko imaš USB-C na obeh stranih kabla in ga tako ne moš uporabljati. A ja, itak pa telefon lahko filate tudi brezžičnost do 50 W. Omenili smo že, da ta telefon deluje full hiter in to. Res da že umikanje po sistemu je hitro, telefon je zelo odziven in animacije so zelo lepe. Toliko hitrih, lepih animacij, odpiranja in zapiranja, razen pri Applu, v bistvu še nisem videla pri nobenem drugem proizvajalcu, mogoče Vivo zadnjič. Ja, se pa človek vpraša, ali temu tako zato, ker je Huawei ta telefon tako dobro optimiziral, ali temu tako, ker pač Google ni gor, ki bi še dodatno obremenil sistem. In tukaj pridemo do naslednje teme. Google oziroma dejstvo, da Google mobilnih storitev ni predloženih na tem telefonu. To ni presenečenje za nikogar, ki vsaj malo spremlja stanje na trgu mobilnih telefonov in ki redno spremlja najne videe. Ampak ja, strica Google tukaj ni gor. Ni. V preteklosti smo naredili tudi video o tem, kako lahko prek Huawei aplikacije App Gallery in G-Space naložite gor marsikatero aplikacijo, celo Googleovo trgovino z aplikacijami Play Store. Povezavo do videa bo pa pustila tukaj v opisu spodaj. Takrat sva v tistem videu rekla, da se da na ta način rešiti dobršen del problemov s tem, da Huawei nima dostopa do Google. In to je tudi res. Katalog aplikacij na App Gallery se vsak dan veča in G-Space pa G-Box sta zelo dober obvod za ameriške umike. Ampak tudi pri tej rešitvi ni vse idealno. Sploh, če ste zelo vključeni v Google ekosistem in uporabljate aplikacije, kot so Gmail, Google Docs, Google Keep, Google Messages ali pa Google Dialer, kot so jih midva oziroma še zmeraj uporabljava, pa boste naleteli na kar nekaj težav. Ja, aplikacije, kot sta Google Messages pa Google Keep, ne delajo sploh ali pa delajo pa ne dobro. Gmail včasih dela zelo dobro, včasih pa tudi ne. Še najbolj glede na najne izkušnje je Google Maps. Če ste torej nekdo, ki ne mara Google ali pa se radi igrate s telefonom in iščete možne rešitve, da bi prišli do polno delujočega Google, pa je ta telefon naravno za vas. Če pa hočete, da vaš telefon takoj na polno deluje, da se ne rabite z njim veliko ukvarjati in da vse dela 100%, pol ta telefon ne bo za vas. Žal. Kar je res velika škoda, glede na to, da je to dober, narejen in tudi Huawei vmesnik EMUI 13.1 ima še zmeraj več uporabnih funkcij, kot so na primer razloženi območki oziroma stacked widget, pol imate nov obrod za povečavo pri fotografiranju in hitri spodnji meni v aplikaciji za fotografijo. Pa smo prišli do dela, ki je najbolj zanimiv, na katerega tudi Huawei največ stav, na fotografijo. Pa mu je stava uspela. Ja, mislila, da mu je. Telefon premore 3 kamere, glavno velikosti 48 megapikslov, telefoto kamero, ki je iste velikosti, 48 megapikslov in pa 13 megapikslov velik ultraširokokotni. Zlasti pri telefoto objektivu se vidi, koliko so fotke manj popačene kot pri konkurentih, njeni robovi so bolj jasni, izostreni. Res pa je, da naprimer S23 Ultra po najmanj mnenju še zmeraj zmaga po količini podrobnosti pri povečavi, ampak ne pri nočnih fotkah, tukaj pa ta zmaga. Pri glavnem objektivu se fizična zaslonka samodejno nastavlja, tako kot se recimo pri Mate 50 Pro, gre pa od f.4 do f.4.0, kar zlasti naredi razliko pri nočnih fotografijah, ker lahko objektiv skozi spusti več svetlobe, pa tudi pri portretnem načinu, kjer tako imenovan bokeh efekt izpade veliko bolj naravno, sploh zato, ker zna telefon res vrhunsko ločiti subjekt od okolice. Samodejna fizična zaslonka je res edinstvena lastnost telefona, ki je ne najdete pri velikih telefonih na trgu. Še najmanj impresiven od vseh je ultraširokokotni objektiv, pa še ta je vrhunski, ker zajame res velik viden kot edin mogoče protrl malo pač fotografije. Pri objektivih morajo izpostaviti zlasti še dve stvari, ki sta nama všeč.
da na vseh treh objektivih telefon fotografije kar dosti podobno obdela, tako da barvna znanost med njimi ni neki ful drugačna in da so tudi barve fotografij kar naravne. Niso ne preveč nasičene, ne preveč animične, njih prav. In Huawei dobro zadev računalniško obdelavo fotografij po zajemu, bi pa naredila kameri krivico, če ne bi omenila, da ta naprava dela izjemne makrofotografije, ki so med najboljšimi na trgu trenutno. Vsi ti zaključki se nekako prevesijo tudi v nočno fotografijo, kjer je Huawei od nekdaj že kraljeval in še zdaj je na samem vrhu. Fotografije iz glavnega objektiva so pa glih prav svetle, glih prav ostre, točno tako kot morajo biti in to brez, da bi sploh rabili uporabiti nočni način. Tudi sicer je tako, da je nočni način na tem telefonu malo mešanca. Tako zelo dobro popravi fotke, sploh če zoomirate, ni pa nujno, ker iz enega razloga naredi fotke včasih malo bolj rdečkaste. Pod črto, to je telefon z res dobrimi kamerami, ali pa če se malo pošalva, to so res dobre kamere s telefonom. Dead joke 101, če rabite inštrukcije, mi popišite. Oh, okay, sorry. I'm kidding. Edina stvar, ki bi si jo malo bolj želela, je to, da bi Huawei malo več pozornosti namenil tudi snemanja videa. No, vse videi, ki so posneti s tem telefonom, so čisto solidni. Ja. Sam, ko je še zmeraj pri njih, zaostaja za Vivom, Samsungom in Googlom, Apple sploh ne omenjava. Ta telefon zlasti se prekavajo recimo listi dreves, ker se zdi, da ta video malo šteka in tudi več bi bilo lahko detajlov. Torej, soliden video, ki bi se ga pa dal še izboljšati. Evo, to je bo od P60 Pro, ki je v konfiguraciji z 8 GB RAM in 256 GB notranjega pomnilnika nekako vse. Lahko ga kupite tudi po priporočeni ceni za 1199 €. Imamo pa še eno drugo napravo, ki nam je Huawei prijazno posodil in to je Huawei Watch Ultimate. Top of the top pametna ura, ki se lahko kosa z Apple Watch Ultra. Žal moramo pa priznati, da te ure niso sprobali v taki meri, kot so si jo želela. Ja, najin plan je bil, da bi jo testirala pri hribolazenju, pri raznih aktivnostih na prostem, ampak ker je letošnje poletje za en so jo lahko testirala samo v omejenem obsegu, glih potapljati v ekstremne globine, pa tudi niso šla, ker pač niso vsekana. Niso toliko sekana. Glede ure vam sicer lahko na hitro poveva, da je res komadna in še ko si jo nadaneš na svojo ubogo zapestje, vidiš kakšne uboge palčke od roke imaš in se lahko zamišljaš nad svojim lifeom. Imate kar konkretno maso in sicer tehta 67 gramov skupaj s paškom, tako da če nekoga prebijete 100 uro, verjemite, bo čutil. V hiši je narejeno iz tekoče kovine, ki temelji na cirkoniju, kar naj bi bilo sploh prvič uporabljeno na pametni uri. Zaradi nje pa je ura ekstra vzdržljiva in odporna proti koroziji. Glede na to, da to snov uporabljajo tudi pri vesoljski tehnologiji, ni čudenega. Misliva, da s to uro sigurno pustite močen vtis. Tudi če ga imate gor na poslovnih sestankih, sploh če imate gor še pašček iz titana tale recimo, čeprav v kompletu zraven dobite tudi potapljaški pašček, vas pa opozarjava, da je to definitivno ura narejena za velike zapestja in tudi če pri titanskem paščeku vzamete večino členov ven, bo še zmeraj izgledala smešno velika na školjevih zapestjih, če jih imate. Mi da sva tesno dobila uro v potovalni modri oziroma vojaž blue barvi, ki vleče inspiracijo iz jadrnic, dobite pa jo lahko tudi v ekspedicijski barvi oziroma Expedition Black. Ima 1,5 inčen LTPO AMOLED zaslon, narejen iz safirnega stekla, kar pomeni, da je še bolj trpežna. Sploh če ste že gledali video o Jerry Rig Everything na YouTubeu, pa veste, da je fir še bolj odporen in lahko vam potrdiva, da je res trpežna, ker so jo tudi že počal v skali in se inač ne pozna. Za zaslon lahko seveda opremite s poljubno številčnico, ki si jo lahko zloadate iz LTE-a, sicer pa je zaslon izjemen, full svetu, full odziven, gre pa vse do 60 Hz, pa še odličen se ga odzunaj vidi. Ta ura je sicer zlasti oglaševanja, ker se greste lahko z njo potapljati do 100 metrov, ima namreč certifikat ISO 22810, kar pomeni, da zdrži pritisk do 10 atmosfer, poleg tega pa ima še certifikat EN 13019, ki je mednarodno priznan standard za potapljaške pripomočke. V glavnem, se greste lahko res globoko potapljati, če se želite. Takisto ima tudi ogromno načinov za beleženje potapljanja. Ima način za rekreativno, tehnično in pa prosto potapljanje, pa še, po mojem, niso vseh naštela. Poleg tega pa ima tudi 3 gumbe. Asistenčen gumb, vrtljivo krono in pa funkcijski gumb, ki vse delujejo in so odzivne tudi na velikih globinah. Z asistenčnim gumbom lahko menjate plin, z vrtljivo krono lahko označite podvodni časovni žig, s funkcijskim gumbom pa lahko prižgete informacije na prilagojenih zaslonih. Poleg tega vas ura z obvestili opozarja tudi, če se prehitro dvigate na površje, na dekompresijske postanke in na menjavo plina. Sveda pa se vse povezuje z Huawei Health app aplikacijo, ki vam pokaže podatke na mobilniku. Ni pa to samo ura za potapljanje, daleč od tega. Ima tudi 20 osnovnih in preko 100 fitness načinov, tako da jo lahko uporabljate za pohodništvo, za kolesarjenje, pa še bi lahko našteli.
Z njo lahko cel dan spremljate svoje zdravstveno stanje, opozarja vas na raven kisika v krvi, spremlja vaš srčni vtis, spanje in stres. Pri lahki uporabi lahko z boj zadrži 14 dni, pri hudi uporabi 8 dni, z brežitno polnico pa se lahko napila v 60 minutah. Pri nama je med testom zdržala švok 7 dni, kar je še zmeraj zelo dober in veliko boljš, kot pa Apple ali pa Samsung ure. Preko App Gallery lahko na to uro zlotite veliko Huawei-jih in drugih aplikacij, na njej pa vam bodo delali tudi Apple Maps. Ura pa je kompatibilna tako s Androidom kot s iOS-om, tako da ni omejena samo na določen operacijski sistem. Ura sicer teče na Huawei-ju Harmony OS in ima naslednje kontrole. Če potegnete od odzgoraj gor, dobite kontroler center. Če pritisnete desno zgornjo krono, dobite vse aplikacije. Če pritisnete funkcijski gumb, zaženete vadbo. Če pritisnete asistenčen gumb, vklopite ekspedicijski način. Če podrsate od spodaj navzgor, dobite obvestila. Če podrsate levo ali pa desno, dobite pa zaslon za pripomočke. Dobro. In cena? Ja, je kar draga. Črna verzija stane 923,99 evrov, ja, kar. Ampak Voyage Blue pa 1033,99 evrov. Tako da premijska cena za premijsko uro. Okay, pa smo prišli do konca tega videa, prostite, ker je bil malo daljši spet, ampak sta bile pač dve napravi, ki so jih mogla res dobro pokriti. Hvala še enkrat Huawei Slovenija in agenciji Lidera, da sta nam posodila obe teli napravi. Še enkrat hvala, če imate še kakšno vprašanje v zvezi s tem dvema napravama, napišite tukaj spodaj v komentarjih. Mi se pa itak že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!